pozdrav zopet v novem vlogu. Če še niste, kliknite znak, se naroči se, pa kliknite zvončka, da ne boste pozabili na kak naš nov video. Drugače pa ja, kaj se pri nas dogaja, še zmer piha, še zmer je dokaj mrzlo, tako se vleče že tako vsaj 2 tedna ali pa kaj takega. Tako da ja, rečejo, da za velikonočne praznike ne bi bilo lepo vreme, tako da upam jaz tudi na to. Kaj se pa dogaja? Se pravi, napreduje štala, dobili smo že ograje, pregrade, vse komplet, tudi napajalnike. Zdaj pa v bistvu smo s fotrom nazadnje polagali cevi za vodo do napajalnikov, tako da zdaj bomo to mogli še zasipati in pa pripraviti, se pravi, s šodrom za betonažo, da bo bolj pripravljeno. Tako da ja, šodr smo tudi pripravili v prejšnjih dneh, tako da to je to. Pregrade imamo, tako da projekt štala dobro napreduje. Smo pa postavili tudi že glavne stebre za spredi krmilne pregrade. Tako da, to je to, kar se tiče tega. Zdaj smo pa v prihodnjih dneh lotili tudi v bistvu česanje travnikov. Letos bi rekel, kar malo zamujamo oziroma trava prehiteva, je že kar konkretna, tako da bomo še to delali. V glavnem bo pa projekt štala. Tako da, to je to. Skočimo v video. Akcija! Smo pa zdaj še razgrnili eno zemljo, ko smo je zadnjič imeli viška, tako da smo poglihali 2 jame, da bojo krave imele bolj ravno pa bolj trdno, no, da nam pašva. Počasi se kar rihta ta pot, moram reči. Evo ga, zadeva je pripravljena, zdaj bomo pa počakali, da se to malo usede vse skupaj, pa bomo pa na finalno višino splanirali z bagrom, ko bo cajt za betonažo. Tako da, zaenkrat pa to. Zdajle pa pičimo še v kmečko zadrugo po sol. Celo paleto bomo vzeli, tako da bomo mirni zdaj za en cajt. Evo, česalo smo pripeli, zdaj pa treba vse namazati, vse naštimati, tako da bo špijal tako treba, vse deske dol dati, 2 moram še tiskati, ker so drugje, pa jih spustiti na pravo višino, tako da je to kar dosti dela, pa mislim, da bo treba kar par špic še zategniti, ker vidim, da so losane, tako da, ampak ja, nije okej. Gremo. Evo, vse stvari smo zrihtali, zdaj nam pa preostane samo še to, da v bistvu zategnemo tele špice, kjer je treba. Vse drugo smo pa že nastavili, se vidite, noč nas je že ujela, ampak bomo to še pošlihtali pod reflektorjem, tako da nemo to hitro narediti. Drugače sem pa zdaj tule najdel v bistvu, da je eden bil počen in sem mogel zdaj to vse stran šrafati, ta okvir, zato da sem lahko zdaj, tega le zamenil.
tako da je kar veliko posla in Bog je malo zakompliciral samo zadevo. Tako da imam tukaj Levaka, da mi posveti, da pomaga tule, tako da bomo rešili. Tako da, zdaj pa samo še zložimo pa parkiramo, tako da odlično, vse je uspelo. Se vidimo zjutraj. Evo ga, štartali smo s česanjem letošnjim. Pogledali smo zdaj, če je dosti našponano vse skupaj, če je pravilna višina nastavljena. Jaz mislim, da sem zaenkrat kar zadovoljen. Bomo videli, sicer tukaj je bolj suh teren, če bo na mokrem terenu kakšna težava, ampak važno je, da nam v bistvu zgladi kartinjeke, kar se tukaj vidi, pa da v bistvu tudi razčoha kakšne ostanke od lani, se pravi stara rast ali pa mah. Tako da jaz mislim, da bo v redu. Gremo naprej, če bo potreba, bomo še kak popravek narediti. Tako da, akcija. Česanje zaenkrat poteka superca. Zdaj trenutno, ko imamo tako malo večjo parcelo, imamo zmogljivost 8 hektarjev pa pol, tako da je ful dober. Drugače pa pač bolj je problem ta logistika oziroma transport, samo sem pa tam. To vzame dejansko veliko cajta, drugače pa smo kar zmogljivi, pa kakšne špičke in tak naprej. Travniki so bolj kot ne nepravilne, mislim bolj kot ne nepravilne oblike, tako da je to bolj problem. Tako da ja, koliko hektarjev imamo za narediti, bomo videli na koncu, neki travnik bomo letos še na novo, tako da ne vem čisto točen, ampak ja, no, bomo sproti spremljali. Zdaj imamo pa zaenkrat narejene glih kar 4 hektarje, tako da smo šele, bi rekel, dobro začeli. Predlagam, da si vzamete koga sabo, če je treba taka hitno odpenjati. Uspeva nam odlično, zdaj smo že 14 hektarov obrnili, tako da gre kar dobro. Kar se tiče pa ure, samo da pogledam, delamo pa že dobre 3 ure pa pol, tako da bi rekel kar efektivno, no? Je pa dosti transporta tukaj, ko si že prej rekel. Ampak ja, gre pa dobro, zaenkrat je skoraj povsod suho, razen tam, kjer je res kakšna depresija, drugače pa gre v redu, no? Tako da nadaljujemo s tem tempom, pa bomo danes že po moje kar blizu finiša, no. Bomo videli, tako da gremo dalje. Še zadnji trank za danes češemo. Zakaj?
zaradi tega, danes je veliki petek, tako da gremo še na obrede velikega petka. Zato pa moramo iti malo prej v štalo na pojtrat, da ne bomo zamujali. Tako da zdaj je ura že 6. Naredili smo danes 27 hektarov travnikov. Ostalih je še po moje kakje 6-7, kaj takega. Tako da bomo se tisto potrudili jutri, da naredimo še do žegna, če bo vse skupaj ratalo, da bomo lahko bolj mirne praznike. Tako da tole še naredimo, pol pa gas domov. Že nazaj na delovnem mestu. Evo ga, zgotovili smo jutranjo štalo, potem smo s fotrom še dala malo več kot 10 malih teličk prvič na pašo. Obnesli se je kar uredilo, nismo imeli toliko težav. Tako da to smo naredili, zdaj smo pa štartali s česanjem drugi dan. Upajmo, da vse naredimo do žegna danes. Tako da ja, se bomo potrudili, imamo pa zdaj malo bolj, bi rekel, parcele, ko so nepravilnih oblik, pa ko imajo večji naklon, tako da bo malo bolj zamudno, ampak jaz mislim, da nam bo uspel prav cajtno, tako da bomo pa videli. Pa zanima me predvsem skupni seštevek hektarov na koncu, kateri travnik jih nikoli ne veš čisto točno, koliko hektarov je. Česanje travnikov zaključeno, bilo je narejenih dobrih 35 hektarov, tako da kar veliko, sem kar presenečen. Drugače pa ja, vse je šlo v redu, bilo je kar dosti suh teren, se pa vidi, da v bistvu nekateri travniki bojo že kar malo zakositi, se pravi tudi za silažo. Naslednji, se pravi tisti, ko so pa malo slabše rastoči, bojo pa v bistvu bolj za suho seno, tako da glih prav, ker v bistvu vsega tudi ne moramo naenkrat posilirati, ker je zelo veliko tega. Tako da ja, no. Kar se tiče tega, to pravilo je upravljeno. Nas pa v prihodnjih dneh čaka tudi, se pravi, česanje žit in pa potem tudi dopnojevanje žit. Tako da tole bomo dali v plan. Rečejo, da bo lepo vreme, zdaj pa blagoslovljene velikonočne praznike vam želim vsem skupaj, pa se vidimo v naslednjem vlogu. Ajde, čau!